Kako ste zadovoljni s celotnim potekom prvenstva, z organizacijo in ostalim? Ja, kot sem že na začetku na žrebanju napovedal, da bo v Mariboru dober obisk, odličen obisk, kar se je tudi uresničilo. In najbolj me veseli, da je prišlo toliko ljudi na tekmo. Normalno, da pač rezultat ni tak, ki zadovolji vse okuse, vendar fantje so pač dobili eno izkušnjo več, borili so se, probali so narediti vse po najboljših močeh, niso uspeli. Se pa tudi vidi, da tudi druge ekipe delajo na teh mladih in da so odlično pripravljeni in imajo velike talente. Kje vidite potencial te reprezentance? Navsezadnje gre za kar nek potencial, ki je v Sloveniji. Sigurno je to potencial. Imajo eno izkušnjo več, igrati na evropskem prvenstvu ni kar tako. Videli so ta turnirski sistem, videli so najboljše reprezentance v Evropi in ti igralci se bodo nekako skozi svojo kariero spremljali. In seveda upam, da se še na kakšnem evropskem vidijo čez 10 let. Trenutno sem ogledal ti dve tekmi v Mariboru, ki ste bile, mislim, organizacija je delovala v redu, da so gledalci bili zadovoljni z samim načinom, kako so delili karte, kako je prišlo kako se pride na tekmo. Enostavno ogromno število ljudi, velik obisk je pokazatelj tega, da je to pravo. Kaj menite o slovenski reprezentanci? Kje so še njene kvalitete, kje so še njeni prihranki, ki še zaenkrat niso pokazali? Ja, v vsakem primeru je dejstvo, da če ne greš skozi kvalifikacije, je malo težko vedeti, kje si. Enostavno mislim, da to je ena perspektivna generacija, ki bo kasneje tudi krojila slovensko reprezentanco. Seveda so zelo zanimivi posamezniki. Mislim pa, da je trenutno realno tole mesto, ki ga bomo osvojili in moramo samo delati naprej in iskati nove talente. Pa mislim, da organizacija je bila na visoki ravni, tako da v vseh pogledih si je Nogometna zveza zasluženo ene velike čestitke. Upamo, da bomo še kdaj gostili tak velik dogodek. Škoda je pač za naše fante malo, ampak gremo dalje in imajo pred sabo še ogromno dela, ogromno tekem in jaz želim se najboljše. Kje vidite še rezerve v slovenski reprezentanci te generacije? Rezerv je vse posod, tako da to bo že ocenili strokovnjaki, kje so, ampak škoda je danes te tekme, kajti sodnik je malo prehitro pokazal te kartone, kar je onemogočilo našim fantom, da bi poskušali to tekmo zmagati, ampak vsa čestitke fantom za te odigrane 3 tekme in kaj čemo, zdaj to leto pač ni bila sreča na naši strani, bomo pa iskali kje druge. Ta kadetska evropska prvenstva so v preteklosti že dala imena, kot so recimo Runi in Fabregas. Vidite na tem prvenstvu kakšnega igralca, ki bi lahko v naslednjih 10 letih krojil zelenice evropskih klubov? Ja, sigurno bo, to je dejstvo, sigurno se bo najdel, ali bo to 1, ali 2, ali 3, ali 5. Od te mase igralcev, ki so tukaj v Sloveniji, si bodo sigurno izstrelili v orbito nekateri igralci, ki so pač veliki talenti in mislim, da v takih državah poskrbijo za to in definitivno bomo videli kar nekaj igralcev iz tega prvenstva. Lahko izpostavite mogoče katerega? To je težko, to so zdaj ti mladi, vidiš enkrat na eni tekmi, težko je to govoriti o imenih. Sigurno na tekmi z Nizozemci sem opazil 2-3 izredne talente. Tudi Poljaki imajo, tudi Belgijci imajo svoje adute in sigurno se bodo pojavili. Ker sem gledal naše igralce, mislim, da je par zelo zanimivih igralcev, tudi pri samih Nizozemcih in zdaj pri Belgiji izstopajo posamezniki. Dejansko je, da zdaj, kot so sami omenili, sta Runi in Fabregas najvišja igralca, ki sta prišla na najvišji vrh, tudi drugi igralci so iz U17 igrali širom Evrope, niso mogoče tako znani, ampak vsekakor je to zelo dober pokazatelj teh mladih talentov. Je tu par igralcev pri Nizozemcih, ampak pri nas imamo tudi odlične fante, ki so upozorili na sebe, od Stojanovića do Šauperla, tudi nekateri ostali in samo je treba delati in se bo pokazalo, na kakem nivoju so fanti.